Danes je 30. september 2002. Frenchman Cooley v Washingtonu. Ta tip, ki je nekoč stal nad 8500 metri brez dodatnega kisika, si magnezira roke na pečini, ki je 40 minut od njegovega doma. To ni Everest. To ni Arktika. To je torkovo popoldansko rekreativno plezanje. Toda v manj kot 2 sekundah na pečini, ki je komaj višja od 16-stropne stavbe, se mu bo zgodilo vse, česar mu gore, nevihte in celo polarni medved niso nikoli povzročili. To je Goran Krop in to so strašljive zadnje minute tega legendarnega norega Šveda. Dobrodošli na skrajni rob, kjer so vložki visoki, a nihče ni le časopisni naslov. Oktobra 1995 je Goran sklical tiskovno konferenco in povedal nekaj tako norega, da bi se celo inženirji Apola zdrznili. Odločil se je, da bo s kolesom prevozil pot od Švedske do Mount Everesta po kopnem, ga osvojil brez dodatnega kisika in se nato na enak način vrnil domov. Tebi in meni se to sliši noro. Za Gorana je bilo to preprosto 25 let zavračanja, da bi svojo usodo prepustil v roke drugim. Lars Olav Goran Krop je vse svoje življenje posvetil temu, da je postal človek, ki ga nič ne more presenetiti. Ko je imel približno 6 let, ga je oče peljal na Gulberg, najvišjo goro v Skandinaviji. In medtem ko večina očetov na takšnem izletu nosi nahrbtnik, je Goranov oče poskrbel, da je svojega nosil sam. Prav tam. In takrat se je naučil, še preden je znal dobro brati, da nihče ne bo prišel in namesto njega nosil njegovo breme. Kolikor je znano, od takrat tega ni nikoli več prosil nikogar. Tako da ko so ljudje, ki so Gorana res poznali, slišali za ta načrt, so vedeli, da je to isti vzorec, ki ga je imel Goran vedno. Poiskati vsako spremenljivko, ki bi ga lahko ubila, in jo odstraniti, dokler nič ne ostane prepuščeno naključju. Zato je to, kar se je zgodilo 7 let kasneje na bazaltni pečini v Washingtonu, tako neverjetno. Ampak kmalu bomo prišli do tega. 16. oktobra 1995 je Goran Krop odkolesaril iz Stockholma s prikolico, naloženo z 108 kg vrvi, šotora, kuhalnika, cepinov, čevlji. Vse, kar potrebuje prava odprava na Everest. Vse je vlekel za seboj na posebej izdelanem kolesu Crescent. Nato je prevozil 13.000 km skozi Nemčijo, Madžarsko, Romunijo in Turčijo po zimi. Potoval je skozi Iran, Pakistan, Indijo, sam 4 mesece. Skozi Klaje, kjer so ga vozniki pregnali s ceste in so otroci metali kamenje. In mejni stražarji niso mogli dojeti, kaj gledajo. Ko se je kaj pokvarilo, je to popravil. Ko je zbolel, si je opomogel v šotoru in nadaljeval pot. Si lahko predstavljaš, kakšno predanost zanašanju nase je to zahtevalo? 4 mesece in 6 dni potem, ko je odšel od doma na Švedskem, Goran Krop je prispel v Nepal konec februarja 1996. Počival je in nato kolesaril vse do Erija, majhnega gorskega mesta tik pred Everestom, kjer se je cesta končno končala sredi marca. Nato si je na hrbet oprtal približno 64 kg in začel peš hoditi preostalo pot do baznega tabora Everesta. Potreboval je tedne hoje, da je aprila 1996 sploh prispel do baznega tabora. In do te točke je vse potekalo skoraj brezhibno. Verjetno bi mislil, da je najtežji del že za njim. Ni bilo tako, ker je bil prihod na Everest šele začetek. Ni mogel preprosto oditi na vrh, ker bi mu tako velika višina brez priprave dobesedno zmečkala pljuča. Tako je Goran naslednjih nekaj tednov počasi plezal več tisoč čevljev navzgor in se vedno znova vračal nazaj dol, dokler se njegovo telo ni prilagodilo gori. Končno, v začetku maja 1996, po mesecih, ko se je izčrpaval, Goran se je odpravil proti vrhu. Višje in višje se je vzpenjal, mimo taborov na tej gori in v cono smrti, kjer človeško telo počasi umira, ne glede na to, kako močan si. In ob 13:30, 3. maja 1996, Goran je bil na južnem vrhu, nekje nad 8500 metri. Plezel je sam in brez dodatnega kisika. Vrh je bil končno na vidiku, približno 60 metrov nad njim. Tisti dan pravzaprav
Pisala se je zgodovina. Toda potem je Goran izračunal, koliko časa bi trajal spust, če bi nadaljeval s plezanjem. In opazil je veliko težavo. Dosegel bi vrh, seveda, vendar mu ne bi ostalo veliko dnevne svetlobe ali moči za sestop. Če naših videoposnetkov ne gledate prvič, potem veste, da veliko plezalcev kar ignorira čas za obrat. In še kolesarili niso od doma vse do Everesta. Tako je moral sprejeti veliko odločitev. In res si želim, da se za trenutek postaviš v njegovo kožo. Porabil si mesece, da si prišel sem. Prečkal si 2 celini. Vsi doma čakajo, da slišijo, ali ti je uspelo. Dobesedno lahko vidiš najvišjo točko na zemlji. Kaj bi ti naredil? Goran Krop. 60 metrov od tega, za kar je prekolesaril svet, se je obrnil in se vrnil nazaj v bazni tabor. Disciplina, potrebna za kaj takega, je skoraj neverjetna. Toda, kot mladenič, Goran je za švedsko vojsko skakal iz letal. In če kaj veste o padalcih, potem veste, da te ta služba nauči zaupati sistemu, saj so vsa varnostna pravila napisana s krvjo. Morda se je ta miselnost zasidrala v Goranove kosti in tam ostala. Ne vem. Vem pa, da je Goran upošteval izračun, ki ga skoraj noben drug plezalec ne bi. Tudi Rob Hall, eden najbolj spoštovanih vodnikov na gori tisto sezono, je Goranovo odločitev označil za izjemno dobro presojo, ki je veliko bolj impresivna kot sam vzpon. In teden dni kasneje je gora dokazala, zakaj je bilo upoštevanje njegovega časa za obrat pravo odločitev. 10. maja je silovita nevihta udarila v zgornji del gore. Več 10 plezalcev iz komercialnih odprav je bilo ujetih visoko v coni smrti. Prav v trenutku, ko so se mnogi izmed njih spuščali več ur po svojem načrtovanem času za obrat. Ko se je nebo razjasnilo, je bilo 8 ljudi mrtvih. Eden od teh 2 vodnikov je bil Rob Hall. Da, isti Rob Hall, ki je pohvalil Gorana, ker se je obrnil. Umrl je visoko v gorah, več ur po svoji lastni uri obrata. Ko je prekršil prav tisto pravilo, za katerega je pohvalil Gorana, ker ga je upošteval. Goran je bil že nazaj v baznem taboru, ko je udarila nevihta. Lahko bi ostal tam in nihče mu ne bi zameril, če bi res ostal. Namesto tega se je obrnil in se vrnil naravnost v isto cono smrti, iz katere je pravkar pobegnil, in nosil zaloge za plezalce, ki so bili še vedno ujeti nad njim. In potem, 23. maja, nekaj dni po tej nesreči, Goran Krop se je sam vrnil gor brez kisika ali šerp. In tokrat je stal sam na vrhu Mount Everesta. Potem, ko je sebe in vse, kar je imel, pripeljal tja od svojega hišnega praga na Švedskem. Potem se je spustil dol, si odpočil, ponovno sedel na kolo in se odpeljal domov. Švedski tisk mu je takrat nadel ime za to, kar je storil, in to ime ga je spremljalo do konca življenja. Klicali so ga Nori Šved. In čeprav je to privlačen vzdevek, so se popolnoma zmotili, saj nori ljudje hazardirajo svojim življenjem, medtem ko je Goran celo življenje poskušal, da tega ne bi počel. A vzdevek je ostal, ker čez noč je Goran postal eden najbolj znanih pustolovcev v Evropi. Izdal je knjige in imel predavanja o svojem potovanju. Obstajajo celo televizijski posnetki iz tega obdobja, kjer se smeji med intervjuji. In razumete, zakaj so ga ljudje imeli radi. Saj je zgodbo o skorajšnji smrti na najvišji gori sveta pripovedoval tako, kot drugi moški opisujejo ribiški izlet, ki je ušel izpod nadzora. Na zunaj je izgledalo, kot da je v enem življenju dosegel že dovolj. Vendar Goran nikoli ni razmišljal o tem, da bi se ustavil. Ker če želite izvedeti, kdo je v resnici bil, poglejte, kaj je naredil, ko se je leta 1999 vrnil na Everest. Ker sta poleg plezanja on in njegov partner na odpravi svoj čas na gori preživela tako, da sta pobirala smeti in z Everesta odnesla 25 zavrženih jeklenk s kisikom. Mimogrede, jeklenke drugih ljudi. Njegova partnerka na tem vzponu je bila Renata Krumska. Bila je dovolj dobra alpinistka, da je stala na Everestu, bila pa je tudi ženska, s katero je Goran načrtoval preživeti svoje življenje. Ko je stal na vrhu Everesta z žensko, ki jo je ljubil, Goran je dosegel absolutni vrh svojega življenja, tako dobesedno kot čustveno. Navzven je bilo njegovo življenje točno tam, kjer si je želel. Toda Goran ni bil narejen za to, da bi se preprosto ustalil. Naslednje leto je ležal v šatoru na zamrznjenem arktičnem oceanu in poslušal, ali prihaja medved. On in še en Šved, Ola Shinarmo, sta poskušala priti na severni pol na smučeh brez zunanje pomoči. Vse sta vlekla za seboj na saneh.
In tam na ledu ju je našel polarni medved in ju začel zasledovati. Na takem kraju, kjer ni čuvajske postaje ali helikopterja, ki bi bil le 20 minut stran. Vse, kar sta imela ta dva moška, je bila puška, da ustavita žival, ki jo je narava ustvarila z možnostjo ubijanja. Medved je še kar prihajal. Goran je moral ustreliti v samoobrambi in da bi lahko nadaljeval. Toda po nekaj dneh Goranov palec je hudo ozebel. Ozeblina na palcu že 4. dan je opozorilo. Upošteval je to opozorilo. Le da tokrat doma niso čakali, da bi slavili njegovo preudarnost. Doma so ga čakali časopisni naslovi. Znani švedski pisatelj je videl novice o medvedu in je Gorana javno označil za kriminalca, za krivolovca. Goran ga je zaradi tega tožil na sodišču, a je izgubil. Najbolj znani švedski pustolovec je sedel v sodni dvorani v svoji državi in slišal, da človek, ki ga je označil za zločinca, ne bo nosil nobenih posledic. In potem je bilo v Goranu Švedsko konec. V 2 letih sta Goran in Renata spakirala svoje življenje v škatle in se preselila od vseh krajev v predmestje Seattla v Washingtonu. In tam, v novi državi, z žensko, ki jo je ljubil, Goran se je začel pripravljati na tisto, za kar je verjel, da bo največja odprava njegovega življenja. Čeprav je živel v Ameriki, je želel ponoviti formulo, ki ga je naredila za legendo. Načrtoval je, da se bo vrnil k svojim koreninam, odplul iz Švedske vse do Antarktike, smučal do Južnega pola in nazaj, nato pa se z jadrnico vrnil domov. Obstajala je le ena težava. Ni znal jadrati. A do zdaj ste verjetno že opazili, da je bil metodičen pustolovec, ki se zanaša nase. Tako je Goran začel učiti se. Med tednom enega največjih odpravnih alpinistov na svetu so lahko našli na Puget Soundu v Washingtonu, kjer je hodil na tečaj jadranja. In ob vikendih je hodil plezat. Plezanje je bilo tako rekoč hobi, način, da ostane v formi in si zbistri glavo. Njegovo najljubše mesto je bilo kraj imenovan Frenchman Coulee, približno 2,5 ure vzhodno od Seattla v Washingtonu. To je kanjon temne vulkanske kamnine, zložene ena ob drugo kot orgelske piščali, kjer lokalni plezalci preživijo prosto soboto, ker je sončno, blizu in sproščeno. Toda plezanje tukaj ni bil tisti alpinizem, po katerem je bil Goran znan. To sploh ni ista športna panoga kot osvojitev vrha. Alpinizem, zaradi katerega je Goran postal legenda, je igra vzdržljivosti, ki se igra proti vremenu, višini in času. Njegove nevarnosti so nevarne nevihte, plazovi, redkemu zraku in jih preživiš s načrtovanjem, telesno pripravljenostjo, potrpežljivostjo in s tem, da veš, kdaj se je treba umakniti. Pri plezanju v skali nevarnost tiči v podrobnostih, ki jih merimo v palcih. Vsakih nekaj metrov se mora plezalec ustaviti, seči do svojega pasu in v razpoko v skali namestiti majhno varovalo. In ali je vsak kos dober ali neuporaben v primeru padca, je odvisno od občutka v konicah prstov, pridobljenega z leti vaje, znanje, ki ga nobena splošna telesna pripravljenost ne more nadomestiti. 30. septembra 2002 se je, ko se je peljal vzhodno od Seattla puščave Washingtona, sprejemati neumna tveganja, je bilo zadnje, na kar je pomislil. Bil je ponedeljek, vreme je bilo toplo in jasno. Goran je bil z Ardanom Eručem, turškim plezalcem z velikimi sanjami in enim najbližjih prijateljev, ki jih je imel Goran v svojem novem ameriškem življenju. Selitev v Ameriko je Goranu prinesla miren ritem in ta dan naj bi bil le še en del telja. Dva prijatelja sta imela skoraj ves kanjon zase. Zato sta tisto jutro preživela z ogrevanjem na lažjih smereh ob steni. Ti zgodnji vzponi so bili sodobni in opremljeni s stalnimi kovinskimi sidri, ki so bila privijačena neposredno v skalo, tako da je moral plezalec med vzponom samo pripeti svojo vrv. Hitro, varno in rutinsko. To je bilo kot plezalski ekvivalent plavanja dolžin v bazenu. In dopoldne je šlo tako dobro, da je nekje zgodaj popoldne Goran se je odločil, da se bo lotil česa zahtevnejšega. Pogledal je proti smeri imenovani Air Guitar. To je bila 20 metrov dolga razpoka, ki je potekala med dvema ogromnima stebroma bazaltne kamnine. A za razliko od jutranjih vzponov ni bilo nobenih kovinskih svedrovcev trajno nameščenih v steno. Na Air Guitarju si moraš sam sproti urejati varovanje, medtem ko plezaš. Zato imajo plezalci s seboj kup specializiranih kovinskih varoval, ki so zasnovane tako, da se prilegajo razpokam različnih oblik in velikosti. Medtem ko se počasi vzpenjajo, jih fizično z roko potisnejo v razpoko, da imajo nekaj, kamor lahko pripnejo svoje vrvi.
Plezanje na ta način je izjemno tehnično. Bilo je teže kot karkoli, kar je Goran kdajkoli počel v tem specifičnem slogu. Vendar je bilo ravno na meji tega, za kar je verjel, da zmore. Zato si je pritrdil varovala na pas, se zavezal na vrv, preveril vozle in povedal Aradinu, kaj namerava. Aradin mu je rekel, ne gre. Stal bo na dnu in držal vrv, da ga ujame, če pade, in Goran se je začel vzpenjati. In prvih 15 metrov je plezal odlično. Roke in noge so našle razpoko, vztrajno se je vzpenjal po steni. Vsakih nekaj metrov se je ustavil, zabil eno od tistih kovinskih zagozd v skalo, pripel vrv v to gozanko in nadaljeval z vzponom. Spodaj Ardin je spuščal vrv in opazoval, kako je njegov prijatelj postajal vse manjši na ozadju modrega neba. Blizu vrha, približno 55 čevljev visoko, je bil najtežji del celotne poti. Goran se je ustavil tik pod njim. Segel je v pas, našel kovinski klin primerne velikosti in ga globoko zabil v razpoko točno tam, kjer je želel, preden se je lotil težkih gibov naprej. Ardin je pogledal gor in ga zagledal tam, blizu vrha. Varovana oprema je bila varno nameščena tik pod njegovo nogo. Le še nekaj čevljev težkega plezanja je ločilo Gorana Kropa od še enega običajnega popoldneva. Ayrton je za trenutek pogledal dol k svojim stopalom, da bi popravil svoj položaj. Nato je zaslišal nenaden hrup nad seboj. In to, kar je tam zgoraj videl, je bilo neverjetno. Goran, človek, ki se je povzpel na gore, ki so bile dobesedno 1000-krat višje od te skale, ni drsel ali visel na vrvi. Pa dalje! Instinkt je prevzel nadzor. Ayrton se je pripravil, ker, ko plezalec pade, oseba, ki drži vrv na tleh, prejme silo padca. In prepričan sem, da če ne plezate, ta padec zveni kot grozljiva izredna situacija. Toda v tem športu je padanje tako pogosto, da ga plezalci dejansko pričakujejo. En sam plezalec, ki premika svoje meje, lahko v enem popoldnevu doživi ducat neškodljivih padcev na vrv. Kar naj bi se zgodilo potem je, da se vrv napne ob najvišji kos opreme. Kovinski zatič zdrži in plezalec pade kak meter. Morda preklinja in strese roke. Ampak to je v bistvu to. Tako se je Ardin pripravil na sunek vrvi, saj je to pričakoval. Toda tistega močnega, nenadnega sunka ni bilo nikoli. Namesto tega je zaslišal silovit kovinski pok, ki je odmeval skozi kanjon. In namesto, da bi se vrv napela, vrv mu je samo zdrsnila skozi roke kot ohlapna nit, kot da človek tam zgoraj ne bi tehtal nič. In v tistem trenutku, preden je Ardin sploh lahko pomežiknil ali kaj rekel, je še en oster kovinski pok odmeval od sten kanjona. In še en. Namesto, da bi ustavila Goranov padec, je vsak kos varovanja zaporedoma iztrgalo, zaradi česar je naslednji moral prenesti še večjo silo. V eni sekundi. Goran je v eni sekundi padel 20 metrov, kot da ga ne drži nič drugega kot zrak, in z vso silo treščil naravno skalno polico na vznožju smeri, kjer je stal Arden. In neto je kanjon obmolknil. Ardin je bil pri njem v nekaj sekundah. Toda Goranova čelada se je ob padcu razbila in snela in udarec trde skale ob človeško telo po padcu z 20 metrov je resnično grozen. Ayrton je začel s oživljanjem in ni prenehal zelo, zelo dolgo. A vendar je na neki ravni razumel, da je to to. Njegov prijatelj je umrl v trenutku, ko je zadel polico. Najbolj pripravljen pustolovec na svetu ga ni bilo več. Na 20-metrskem vzponu kar tako. In vprašanje, ki si ga je Ayrton zastavljal, se je v nekaj dneh ponavljalo po vsem plezalnem svetu. Kako? Da bi na to odgovorili, so morali preiskovalci rekonstruirati dogajanje za nazaj, od opreme, ki je še vedno visela na steni, do opreme na vrvi in kosov, ki so jih našli raztresene po tleh. Najprej so si ogledali zgornji kovinski klin, ki je iztrgan iz skale. Pri plezanju se temu kosu opreme reče klemba. Stisneš sprožilec, kovinske čeljusti se zaprejo in ko jih spustiš v razpoko, se razprejo. Deluje natanko kot kitajska past za prste. Močneje kot vlečeš navzdol, močneje pritiskaš navzven v skalo. Če je pravilno nameščena, lahko ujame padajočega človeka na tisočekrat, ne da bi odpovedala. Težava je v tem, da je skala na air guitarju gladka.
Razpoka se subtilno širi in oži, ko se vzpenja. Tako je lahko mesto, ki drži kot primež, oddaljeno le 8 cm od mesta, ki drži kot moker kos mila. In razlikovati med njima s konicami prstov je prav tista ključavničarska spretnost, ki je Goran ni imel let, da bi jo usvojil. A razlog, zakaj se je iztrgalo, je morda bil še bolj zahrbten kot slaba ponovna namestitev. Ker v resnici nihče ne rabi narediti napake, da odpove metulj. Verjetno ste že videli, kako se težak pralni stroj premika sam po tleh pralnice. Nihče ga ni potisnil. Vibracije so to povzročile. Vsakič po en majhen sunek. Metulj lahko naredi popolnoma enako stvar v razpoki skale. Če ga vrv dovolj zmaje, ko se plezalec premika, se lahko premakne in vibrira navzgor ali navzdol po hribu. Plezalci temu dobesedno pravijo sprehajanje. Metulj se lahko sam premakne iz popolnega trdnega položaja v spolzek, neuporaben položaj. Plezalec zgoraj pa tega sploh ne opazi. Torej, ne glede na to, ali je šlo za slabo namestitev ali zgolj na ključne vibracije, ko je Gorhan padel, metulj, ki ga je držal na višini 15 metrov, je preprosto izpadla. Toda zgodba bi se morala tukaj končati, zgolj z ranjenim egom in prestrašenostjo. Ker plezalci ne plezajo takšne smeri samo z enim metuljem. Ne. Iz teh stvari naredijo verigo, razporejeno na vsak meter ali dva v razpoki. Vsak je pripet na vrv, ko plezajo. Tako da, če katerikoli kos odpove, je tik pod njim še en, ki ujame padec. Goran je imel dejansko še en metulj nekaj metrov pod tistim, ki je izpadel, ki je bil točno tam, kjer ga je postavil. In ta kos je zdržal. Naredil je vse, kar je moral narediti. Ni se premaknil, ni hodil, se ni premaknil niti za centimeter iz tiste razpoke. Toda med tistim metuljem in Goranovo vrvjo je bil en kratek kos plezalne opreme in tisti majhen kos opreme je spremenil vse. Kratek ovinek. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želite. Patreon, povezava spodaj. Zdaj, kje smo ostali? Poglejte, povezava, ki povezuje Zagozdo z vrvjo, je preprost kovinski sponka, imenovana karabin. In karabin je eden najbolj zaupanja vrednih kosov opreme v celotnem športu. In to z zelo dobrim razlogom. Ker je zaprt. Karabin ocenjen, da zdrži približno 2300 kg. Na karabinu bi lahko dobesedno obesili majhen avto. Plezalci jih pripnejo, pozabijo nanje, jim zaupajo brez pomisleka celo svoje življenje. Toda to zaupanje je odvisno od ene stvari. Naj razložim, če ga še nikoli niste držali v roki. Karabin je v bistvu D-obroč iz aluminija. Ena stran črke D je debela, trdna kovinska palica, ki ji pravimo hrbtenica. Druga stran ima vzmetno kovinska vratca, ki jih s palcem potisnete navznoter, da skozi njih pripnete vrv. Ko spustite, ta vratca se sunkovito zaprejo in kliknejo v majhno zarezo na vrhu, da zaključijo krog. In dokler je ta krog popolnoma zaprt, ta majhna aluminijasta oponka je skoraj neuničljiva. Tako ko plezalec pade, se silovita kinetična energija prenese naravnost po tej trdni kovinski hrbtenici in nič se ne zgodi. Toda ta ogromna moč je popolnoma odvisna od tistih majhnih vzmetnih vratc, ki sem jih pravkar pokazal, da so popolnoma zaprta, natanko v tisti milisekundi, ko pride do obremenitve. Če se ta vratca odprejo za delček palca ali če se oponka močno zasuka v stran, tako da vrv vleče čez šibka vratca namesto čez močno hrbtenico, se fizika takoj spremeni. Pomislite na to kot na pločevinko gazirane pijače. Če postavite prazno pločevinko pokonci na mizo, je izjemno močna. Dejansko lahko stojite na njej in bo zdržala vašo težo. Če pa isto pločevinko obrnete na bok, jo lahko otrok splošči. Tako, ko je ogromna kinetična energija njegovega padca zadela rezervno Zagozdo, ga oponka, ki ga je povezovala z vrvjo, ni zadržala. Popolnoma se je razletela. Ko so preiskovalci vzeli dejansko zlomljeno oponko in jo pogledali pod mikroskopom, so preverili, ali je bila kovina poškodovana ali razpokana, ali pa je šlo morda za slabo serijo. Kovina je bila popolna, preveč popolna, brez udrtin ali prask, kar pomeni samo eno stvar. Ta vratca so bila odprta, ko je padel. Kako so se torej vratca odprla na silo? Strokovnjaki so zožili možnosti na dve. Obe pa sta vodili do ene majhne podrobnosti, način, kako je bila sponka pritrjena na skalo. Prva možnost je bila, da je skala sama odprla sponko, ker namesto dolge, ohlapne zanke, ki omogoča, da kovinska sponka prosto visi, je Goran uporabljal kratko, togo povezavo.
In ker je bila tako toga, je bila sponka močno pritisnjena ob neravno skalno steno. Če bi bila sponka potisnjena ob rob razpoke, bi lahko skala fizično odprla tista mala vzmetna vratca. To je natanko tako, kot da zagozdiš opeko pred vrata. Tako, ko je nanjo pritisnila teža njegovega padca, se vrata fizično niso mogla zapreti, ker je bila na poti skala. Druga možnost je bila, da se je sponka zasukala po strani. In ker je bila ta povezava tako toga, ko se je vrv med padcem nenadoma napela, je silovito potegnila sponko po strani. Tako da namesto, da bi teža vlekla naravnost navzdol, najmočnejši del kovine je vlekla pod neugodnim kotom. In ko vlečeš karabin iz čudnega kota, kovina se upogne ravno toliko, da se tista mala vratca popolnoma sama odprejo. Strokovnjaki nikoli niso mogli z gotovostjo dokazati, katera od teh dveh stvari se je zgodila. Vendar obe teoriji kažeta na tisti isti kratek, tog kos opreme. In ta ena majhna podrobnost je sprožila veliko razpravo v plezalnem svetu. Ali je oprema odpovedala Goranu, ali je on odpovedal opremi? Na eni strani so nekateri plezalci, ki pravijo, da je za vse kriva uponka. Če se lahko kos varovane opreme odpre samo zaradi drgnjenja ob steno, je to slaba zasnova. Pika. Ampak tukaj je iskreno tisto, kar mi pri tej zgodbi para srce. Tiste kratke, toge povezave, ki jih je uporabil Goran, so bile popolne za lahke jutranje vzpone, kjer so bili varovani svedrovci izvrtani neposredno v ravno predvidljivo steno. Toda v nazobčani, naravni razpoki v skali mora tvoja oprema viseti ohlapno, da se ne zaprete ob kamen. Zato plezalci trdijo, da nekdo, ki je prekolesaril Everest, ne bi smel delati začetniških napak, kot je uporaba togega traku na nazobčani steni. V njihovih očeh Goran je imel samo smole. Sam si aktivno pripravil svojo smrtonosno past. Oprema, ki je pred nekaj urami delovala brezhibno, je postala napačna oprema za tisti en vzpon, ki je bil res pomemben. In ta majhna razlika je Gorana Kropa stala življenja. Nekaj časa po nesreči se je Eridan Aruh odpeljal nazaj v Frenchman Coulee. S seboj je pripeljal Goranove starše. Prileteli so iz Švedske, da bi videli kraj, kjer se je končalo življenje njihovega sina. In ob vznožju airgitarja v tej temni skali je Eridan pustil spominsko ploščo s 3 besedami. Tisto, kar je Goran rekel z dvignjenima palcema vsakič, ko se je priprava obrestovala. Krop na vrhu. Gordon Krop je vse svoje življenje dokazoval, da lahko priprava premaga skoraj vse. Toda še tako dobra priprava te ne more zaščititi pred tveganji, ki jih še ne razumeš. Tudi ta plezalec je verjel v isto. Osvojil je najvišjo goro na svetu in se počutil neumno, ker je bilo tako enostavno. Nekega sončnega popoldneva v Alpah je med plezanjem naredil eno preprosto napako. To se je zgodilo na to.